En lep dober večer, Tanja Skaza z vami, v liveu, vse se da, čeprav danes nisem v živo. Danes je 8. marec, prihajam direktno z delavnice, iz odlične delavnice hvaležnosti. Danes je čudovit dan, 8. marec. Mislim, naš dan žena, danes bi mogla imeti v živo video namesto jutri, ampak evo, tako se je pač izkazalo, da snemam in boste vi to jutri gledali. Pa še druga zadeva, jutri grem na opero in potem nisem želela, da bi to ostalo prosto, prazno, ampak da tudi slišite moje sporočilo, ki bi vam ga želela podati. Današnje sporočilo, katerega upam, da bom kratka, bom prišla do tega, zakaj je dobro delati na sebi. To pomeni osebno delati na sebi, zaradi tega, ker se vam pot toliko olajša na poslovnem področju, na prijateljskem področju, predvsem pa začnete imeti nekak ljubezen do sebe, čuti to ljubezen do sebe. Ne to vpliv, moč, jaz sem ta pa ta, da naštejemo vse titule, ampak čutite nas znotraj. Vsi tisti, ki delajo z mano, vedo, najhujše jim je kdaj, ker pač ne morejo vse te titule povedati, zaradi tega, ker morajo se najprej samo predstaviti, kdo so, zakaj so to, kdor so, kaj počnejo, kaj so njihovi hobiji, ne pa vse titule zraven. Te titule so za zunanjost, za notranjost. Te titule vas lahko samo nahranijo z lastno vrednostjo, če jo čutite. Če jo pa ne čutite, vas pa lahko zakompleksajo. Tako da, bom podelila, zakaj vidim, da še ljudje imajo izziv, in bom podelila, kaj pomenijo te, ko govorim o preizkušnjah. Ker vidim, da me mogoče kdaj ne zastopite, ko govorim o preizkušnjah. Kaj pomeni ta preizkušnja? Pa tako se mi zdi, da danes bi želela, da začutite čez to mojo energijo hvaležnosti. Res, ker je bilo čudovita delavnica, no res. Srčno upam, da vsi meditirate, da ste vsi pretočni in da se zavedate, da samo lastna prepričanja vas lahko pripeljejo tudi do lastne vrednosti. Pa danes je tako dober dan, končala sem nekaj projektov, končala mojo križarko, ki kmalu pride, noro, tako da se kar veselim. Križarka bo, drage moje dame, sem joy. Ampak pred križarko pa mislim, da je marsikomu to potrebno, o čem bom danes govorila. Ok, više kot smo na poziciji, bolj ocenjujemo, da ne smemo deliti naše strahove ali naše napake. Zaradi tega, ker potem pač mi ne bomo dovolj dobri, ima nekdo rekel, da si to ne zaslužimo, to delovno mesto. Dragi moji, bolj kot mislite, bolj ko ste zgoraj, bolj je pomembno, da se znate odpreti, iti noter vase in spoznati, sreča nikoli ne bo prišla od najvišjih ciljev, od največjega vpliva, ko boste prepoznavni vse povsod, ampak bo prišla takrat, ko se bo čutila ta vaša notranja sreča, ki prihaja iz vas ven. Mi je bilo zelo lepo, malo prej me je poklical eden izmed naših družinskih prijateljev in rekel, Tanči, jaz sem še samo v ljubezni, ženo si deliva, žena meni rada te imam, jaz njej rad te imam, tako da, evo, jaz se včasih vprašam, kaj smo mi 15 let z Igorjem delala, mislim, sigurno smo se imela rada, ampak ali sva živela v popolni ljubezni, to pa ne vem. Danes pa vem, da sva res eno, da se čuti ta najina enost, kar pomeni yin-yang, vedno je dobro, enkrat je on yin, enkrat sem jaz yin, ali tako dan imamo svetlobo, temo, tudi to je potrebno. Življenje je vedno sestavljeno, in tudi danes bolj ko veste, da vsaka bolečina je tista, ki vam pokaže, kakšne so še možnosti za vašo rast, bolj boste poleteli. Naj tudi povem, malo se pohvalim, da sem včeraj po 15 letih, odkar delamo psihometrične teste, tudi končala certificiranje, tako da to bo zdaj tudi pri meni na osnovnem delu mojega dela. Mislim, osnovno delo, to je nekaj, kar že počnem 15 let. A veste kaj je to? 15 let že delam, zdaj sem pa rekla, zdaj pa konc. Zdaj pa, evo, tu se začne, ko sebe postaviš na prvo mesto, pa rečeš, zdaj pa ne rabijo vsi drugi vedeti, moram jaz tudi vedeti, če to delam, če se s tem ukvarjam. Ok, gremo pogledati, zakaj je dobro res se poglobiti osebno, da lahko tudi poslovno napredujete. Ampak bom podelila en osebni primer, pa en poslovni primer, zato da boste sploh znali oceniti, ko delim z vami, kaj pomenijo preizkušnje. Pa dajmo vzeti iz osebnega primera, da imamo eno vezo, en par, drago damo, pa na drugi strani moškega. In ker dajmo ene 3 opcije, da je prevarana, druga opcija, da je skozi
da je skozi ponižana, in ta tretja opcija, da je mogoče nikoli ne dobi odgovora. Ne? Zdaj, v eni izmed teh treh variant lahko rečem, da jaz sem dostikrat čutila, kot da sem, ne vem, ponižana, podcenjena, ampak bom tudi povedala, ne? Vse tri opcije so narejene na tak način, da to so naše preizkušnje, ker to tudi mi počnemo. Zdaj, prevarana, tle nimam kaj dodati, pa rečete, tako da hvala Bogu, hvala vesolje, ki me podpira in vodi, da imam takega zlatega moža. Druga zadeva, da odide strani, da se ne pogovarja z mano tega mulanja, pa to tudi nismo nekako midva prakticirala. To se vidi, zato ko sem jaz taka, ki vedno hočem priti do zaključka. Medtem ko to pa, to drugo pa sva. In bom podelila, kaj pomenijo za nas preizkušnje. Ko je mož kdaj prišel domov in je rekel, mogoče da je slabe volje, gor dol, se nekaj vidiš, kaj pa zdaj se pa kar odloči, a se ne boš odločil, ker odloči se, kot da bi mu dejansko povedala, se ti ne znaš, kaj pa misliš in tako naprej. To bi na nek način sem ga poniževala in isto to sem nazaj dobila. Sem jaz prišla, kakšna se ti pa zdi v tej obleki, je pa neko, a zdaj te še pa naj izhvalim, vse že zdaj polna sama hvale ali pa svoje hvale, Kar pomeni, da tisto, kar daješ, to dobiš. Ne more biti drugače. Po bi pa ena ženska zdaj rekla, ampak jaz nisem nikogar prevarala in sem prevarana strani partnerja. Draga moja, si pa nekoga drugega prevarala. Mogoče poglej, če si prevarala svojo prijateljico, ali si prevarala, ne vem, svojega otroka, ali si prevarala mamo. Govorimo o prevaranju nekoga, ki nekoga močno prizadaneš o tem, da ga prevaraš. To je tudi varanje na način. Ni samo varanje, da je nekdo pač svoje telo predal nekomu drugemu. To samo pomeni, da iščemo ljubezen. In ko iščemo ljubezen, lahko nekoga nehote tako močno užalimo. Tako da, užaljenost, razočaranje, jaz sem dostikrat rekla, to se tudi jaz spomnim. Pač tega je tudi bilo, ampak vse skozi to rastemo. Prosim, zavedajte se, večja kot je bolečina, tam noter so največji zakladi. Samo da pogledam, koliko je ura, koliko še imam časa, tam so največji zakladi. In vi lahko rastete samo takrat, ko čutite neko bolečino. To sem delila zgodbo preizkušenj, prva, druga, tretja varianta. In vedno so izkušnje enake. Predstavljajte si tudi mogoče še partnerja. Partner se vedno bolj odmika, ne želi pogovarjati se z vami, ne vem, se skregata in se odmakne. Ugotovite, kje to vi počnete. A to počnete v poslu, ali počnete pri prijateljici, pri bratu, pri mami, ne vem kjerkoli. Vedno dobimo to preizkušnjo, dejansko to, kar mi počnemo. Kako pa vemo, da smo to preizkušnjo prerasli? Takrat, ko se soočimo z njo. In takrat češ, oh my god, to je to. Super, zdaj bom pa zagrizla v to jabolko. In dragi moji, ko zagrizete, vam obljubim, da boste iz tega ven zrasli. Z poslovnega področja je še toliko težje. To pomeni višje kot smo, manj si upamo deliti naše strahove. Točno to, ker nekdo bo rekel, da nisi dovolj dober, nisi uspešen za to posel. In dejansko bolj devamo na hrbtnike in ne upamo govoriti o svojih napakah, o sramu, o krivdi, Bog ne daj. Saj tudi ne v partnerskem odnosu, ampak tukaj pa še toliko hujše. In v tem delu bi tudi rada podelila nekaj, tako malce preizkušenj, da vidite, kaj je. Najprej osnovno pravilo, za katerega mislim, jaz včasih mislim, da, to je moje videnje, lahko da se vi pač s tem ne boste strinjali, moje videnje, kako jaz vidim. Ko oseba izbere podjetje, tako kot oseba izbere skazo in pride v skazo, takrat se je ona odločila, da zaupa podjetju, ne podjetju, zaupa poslanstvu podjetja, viziji, ampak to podjetje, to ni kaj je to, stavbi zaupa, a zaupa stavbi. Ne, ta oseba zaupa lastniku, delodajalcu, tistemu, ki je nasproti nje. In ko ona zaupa, ona se odloči, da bo v zaupanju potem delala korake. Bo prišlo do tega. Tudi ona bo imela isto, kot v partnerski zvezi. Samo pomembno je, da bo rekla, to je ta preizkušnja, to mora imeti naprej. No,
Mogoče sem še nekaj pozabila, prej, ki se mi zdi pomembno. No. Vendar, para, ko se kregata, ko nekaj delata, ona dva imata skupni cilj. In ta skupni cilj, njun skupni cilj je kaj? Zadržati družino, biti srečen. To je njun namen. In ona dva, tudi če se skregata, rasteta naprej. Čeprav lepo prosim, začnite se čistiti, ne pa en drugemu povzročati rane. Ker ranjeni ljudje lahko samo rane povzročajo, ne more nekaj drugega. Zato pa odprite te rane, da se začnete zdraviti. Ljudje vse noter dajo v obleke. Mene je zadnjič moj sin vprašal, mami, a ti res nimaš kakšne Louis Vuitton torbice? Ne, ker je ne rabim. Jaz te ne rabim. Jaz sem za ta denar Louis Vuitton torbico šla sebe pozdraviti, sebe nekaj naredila, da sem lahko bolj srečna. Torbico pa tako ne moš nositi vsak dan eno te isto. Tako da jaz si pač kupim tisto, kar je meni všeč, ne pa zdaj koliko stane, da bom s tem kupila, da bom s tem pokazala, kdo je Tanja Skaza. No, in isto tako je v poslu. Ko vi pridete v podjetje, zaupate podjetju, zaupate tej osebi, ali je to lastniku, delodajalcu, komorkoli, voditelju. Voditelj pa vam zaupa takrat, ko vi nekaj oddelate. Ne morete pričakovati, da vam 100% zaupa. Ne, res ne. Vi ste izbrali podjetje. Če pa je on izbral vas, da vas je headhuntal in je rekel ta, potem pa on že zaupa. In ta oseba se odloči, da tudi zaupa. V drugem primeru pa ne. In tukaj, ko ljudje pozabljajo, da vedno, če ne bodo znali sprejeti, isto se dogaja kot v partnerstvu. Ne vem, on nekaj reče, ta ne, pa prije do žogice, joj, ta me ne razume, ta je to, ta je gor sem dol. To so samo preizkušnje. In bolj, ko si dovolite reči, kaj mi ta preizkušnja sporoča? Kaj se moram iz te preizkušnje naučiti? Jaz imam sodelavcev, ko me ful žali. Vprašaj se, koga ti žališ na drugi strani. Poglej, koga žališ, ker ta ista zgodba, ta preizkušnja se ti dogaja. Ampak, prosim, in vedno se spomni, če ne delaš za skupni namen podjetja, to je tisto, skupaj rasteta, se razvijata in greta naprej, vendar bistvo tega je, da sledita namenu, poslanstvu tega podjetja. Ker to je tudi pomembno. Si predstavljate, da jaz 5 let, 3 leta rastem s sodelavkami ali pa sodelavci, nič nimamo nobenega konstruktivnega pogovora. Mi smo zaspali. To je groza. Mi smo zaspali. Mi delamo, pa nič, mi sploh nismo srečni. Glih to, srček se prebudi. Prosim, sprejmite izziv kot nekaj, kar lahko najdete v sebi nekaj dobrega. Kar vidite svoji blessingi. Naj vas ti izzivi, samo te preizkušnje vam samo sporočajo, kaj je dobro, kaj je tukaj, da se naučim, ali pa zagrižete v jabolke, to pomeni, greste izven cone udobja in obljubim vam, da boste rasli. Ok, zdaj pa rezime tega, zakaj sem želela to podeliti. Dragi moji, ne glede na kateri poziciji ste, res, ne glede, lahko ste pek, lahko ste direktor, lahko ste zdravnik, na obrazu se vidi, ali ste srečni ali ne. Ne glede, ali imate botokse, ali imate karkoli polnega na obrazu. Mehke linije, če pogledate moj obraz sedaj in moj obraz, ne vem, zdaj, ajde rečemo 10 let nazaj, so bile bolj trde linije, bolj strog pogled. Vse je bilo drugače. Ko govorite pa iz srca, ko pa čutite to svojo dušo, ste pa lahkotni. In želim, da najdete sebe navznotri. Želim, da poiščete tako, da nobena oblika nas ne reši. Nobena oblika nas ne reši. Noben govor nas ne reši. Nobena drža nas ne reši. In nobena pozicija nas ne reši, če v resnici naš obraz in naše oči odkrivajo dušo, kdor v resnici smo. In tu je zdaj tisto, kar jaz strmim k temu. Saj tudi jaz sem bila med njimi. Vrsto let. Ne upaš to, ne upaš ono. Še dan danes imam izziv, da bi nastopala, angleško govorila, zaradi tega, ker me množica gleda in posluša. Mogoče ne bom pravilno izgovorila, pa tako, čeprav sem že dosti dala to čez, ampak včasih niti razmišljala ne bi o tem. Danes sem tako rekla mojemu možu, da sprejmem izziv v septembru 2023, bom nekje
nekaj bom že naredila na tak način, da bom nastopala pred množico in govorila angleško. Vidite, to je ta moj izziv, ampak kako je bil včasih trden, včasih nisem upala niti podeliti, včasih so se nekateri smejali na to in me bolelo. Danes pa rečem, lej, to je moj izziv, na katerega sram, ki ga je treba ven dati in iz tega srama ponotranjiti in nekaj narediti na tem. In potem se kar samo začne, prijo pravi ljudje, ti začneš govoriti, prijo take priložnosti in se to odvije. Tako da, dokler si ne boste dovolili odpreti svoje strahove in iskati ljubezen in najti svojo lastno vrednost, ne boste srečni. Vedno bolj bodo prihajali ljudje, ki vam bodo to kazali. Tudi sama sem rekla, da si zaslužim imeti srčne, srečne in uspešne ljudi zraven sebe. Takšne ljudi, ki hočejo delati na lastni vrednosti, ampak če delajo na lastni vrednosti, morajo najprej začutiti mojo lastno vrednost. In če začutijo mojo lastno vrednost, lahko spoznajo svojo. Če moje ne začutijo, nje ne morejo dobiti. To samo pomeni, da gremo vedno bolj narazen. No, to je v vsakem podjetju enako. Ok, in zdaj še za zaključek. Hvala vsem tistim, noro, kaj se dogaja. Hvala vam, ker vidim, kako se prijavljate na obrede, noro. To pomeni 2 obrede, sta obred ljubezni in drugi je ayahuasca. Tako da, my God, ko sem ponosna, hvaležna za to vesolje. Vedno tako rečem, havš, vse veste, moja namera. En Slovenec, vsak Slovenec, en obred ljubezni in eno ajo na leto. Glede na to, da imam pa polne obrede, sem pa naredila poglobljen obred za tiste, ki nimate pa časa. Poglobljen obred ljubezni, to je 5 dni, ne 3 dni. To je pa za tiste, ki smo, da res lahko konkretno pogledate, kako pa res lahko slečete vse to, kar imate na sebi, to pomeni te svoje bolečine in res v 5 dnevih spoznate, kdo ste, napolnite se z lastno vrednostjo in začutite ljubezen do sebe. Tako da, dragi moji, danes je dan žena. Drage moje, en video so mi poslale čudovite, drage ženske, sploh ne vem, veste, tako sploh nima neke veze z mano. Ena novinarka, ena ona mi je poslala video, ker video ga bom delila, res ga bom delila čez nekaj dni, ker ena drugo opolnomoči, ena drugo poveže, ena drugo, mislim, noro. To si, drage moje, želim, samo mi smo tiste, ki lahko damo življenje in samo mi smo tiste, ki gradimo odnosa. Odprite se za to, odprite se za ljubezen, vam pa vsem drugim. Zavedajte se, da vedno bo prišlo do konstruktivnih pogovorov, vendar, če oba imate pred seboj jasen namen, poslanstvo oziroma da veste, zakaj to počnete, nič ni narobe, če en reče da, drug ne. Pomembno je, da na koncu vedno pridete do skupnega rezultata, ki pa je dober za oba. Tako da, iskrena hvala, srčno upam, da ste razumeli sporočilo, kaj pomenijo preizkušnje in zavedajte se, dokler sram, krivde, strahove in še mogoče krivice ne odprete, ne ozavestite, težko boste delali na sebi. Naj postanejo, evo tako, še bolj na blizu, naj postanejo vaše oči, oči so tako in tako duša vašega, oči so ogledalo naše duše. Naj vaše oči sporočajo, da živite ali pa da želite živeti srčno, srečno in uspešno življenje. Tako da, en lep, krasen večer vam želim. Glede na to, da je video, danes sem, četrtek gledate me danes, sem obdana s čudovitimi mojimi ambasadorkami, ker imam akademijo, potem grem pa na opero. Tako da, en čudovit večer vam želim.